Bioterme Mala Nedelja. Oaza miru in sprostitve sredi neokrnjene narave. Vabljeni v osrčje Prlekije, kjer živimo zdravo v sožitju z naravo. Okna Arkont. Želeli jih boste pokazati. Skupaj smo si bližje. Nova KBM in Poštna banka Slovenije sta se združili v sodobno in vseslovensko banko, ki vam je sedaj resnično blizu. Nova KBM. Lep pozdrav, spoštovani in spoštovane, v oddaji Sreda v sredo, kar je zdaj 1100, ampak 1000% je, da je poletja konec, da je jesen tukaj. To je prav gotovo navkljub vsej naši politični situaciji v Sloveniji pribito. Dejstvo pa je, da bo ta politična jesen morda celo bolj vroča, kot je bilo poletje, ki smo ga preživeli s kar precej meteorološkimi in tudi političnimi turbulentnimi dogodki. Konec koncev spomnite se, na kak način je Slovenska ljudska stranka kot neugoden, ekcem mozol iztisnila iz svojih vrst Marjana Podobnika, nekoč predsednika, dolgoletnega predsednika Slovenske ljudske stranke, in kako je potem za njim kar nekaj uveljavljenih, znanih osebnosti iz vrst Slovenske ljudske stranke enostavno to strankarsko izkaznico vrnilo svoji stranki. Kaj se zdaj z njimi dogaja, prav gotovo moram povedati, da ne vem, zato bom tudi vprašal svojega sogovornika. Namreč potem, ko se je zadeva nekako umirila, sva se z Marjanom Podobnikom, nekoč članom in predsednikom Slovenske ljudske stranke, zdaj pa osebo, ki stopa na povsem novo politično pot, kakšno o tem bova rekla pozneje. No, najprej bom vprašal, Marjan Podobnik, kaj se dogaja z ljudmi, ki so vrnili članske izkaznice ljudske stranke, od, vašega brata do konec koncev bivšega poslanca Pukšiča in tako dalje? Ja, ne vem, to morate predvsem njih vprašati. Nisem več v komunikaciji, da bi se pogovarjali, kaj bodo pa zdaj gospodje počenjali. Ja, oni so mi poslali nekateri, recimo ob teh izstopnih izjavah, tudi to, kaj so takrat želeli sporočiti, in v glavnem enotno dali vedeti, da pač želijo živeti in delovati skladno s tem, za kar so verjeli, da je bila in naj bi bila Slovenska ljudska stranka. Se pravi, zdaj se odpira neko turišče, nek nov poligon, prostor, ki lahko te vrednote, ki ste jih vi pred 28 leti zapisali v ustanovne akte takratne Slovenske kmečke zveze, pravzaprav lahko znova udejanili. No ja, jaz mislim, da bi bilo potrebno. Slovenija bi potrebovala gibanje, pravzaprav, ki bi delovalo dosledno na teh principih, tem programu, teh vrednotah. Zdaj, na kakšen način se bodo stvari odvijale naprej, bi težko sodil. Jaz upam in verjamem, da se bo v Sloveniji stvari odvijale tako, da bo slej ko prej prišlo do spoznanja, da je pač potrebno pozitivne ljudi in pozitivne programe povezati in
To je tisto, kar pravzaprav želim in pričakujem, in v takem kontekstu tudi sam želim pomagati, če se bo pokazalo za potrebno. Ker veš, nekaj zadnje javnomnenjske raziskave, ne, če sploh temu lahko tako pravim, javnomnenjske raziskave, bolj se mi zdi, da gre za umerjanje javnega mnenja, ne pa za merjanje javnega mnenja, kažejo na to, da je kar precejšen del volilnega telesa apatičen, kot da se ne more odločiti med ponudbo, ki je konec koncev danes na pladnju, kar se tiče strank, osebnosti in tako dalje. Torej, za neko tako gibanje, stranko, bi torej se še našlo volivcev po tej logiki. No, če sprašujete, ali imam jaz zdaj namen, ne vem, neko stvar v tem trenutku ali organizirati kot alternativo obstoječi ponudbi, torej zanesljivo to ni neka prioriteta. Sam želim, kot sem rekel, razmisliti o stvareh, ki so se dogajale, konec koncev 28 let je dolgo obdobje. Po drugi strani pa verjamem, da tudi ta razburkan čas, ki ga preživlja Slovenija, ki ga doživlja Evropa, te preživetvena vprašanja, temeljna vprašanja, civilizacijska pravzaprav, so priložnost, da nekako skušamo nekako ponovno se približati temeljem. Vendarle se mi zdi, da ko smo recimo vzpostavljali demokracijo, gradili neodvisno Slovenijo, je bila močna volja, da postavimo neke trdne in zdrave temelje. Žal moramo ugotoviti, da pri tem nismo bili ravno uspešni in da pravzaprav marsikaj tukaj nas čaka, in jaz verjamem, da če tu Slovenija, dobronamerni ljudje, ki imajo znanje, izkušnje, ki so jih dobili doma, v tujini in tako naprej, če stopijo skupaj, mislim, da lahko se poiščejo odgovore na vprašanja, pred katerimi smo tukaj, in da so ti odgovori lahko v marsičem tudi neka pot, ki bi veljala še za kakšno drugo okolje, ne samo za Slovenijo. Zanimivo je nekaj, ne? Zdaj, ko človek tako prebira vse te novinarske zapise, zlasti v tem času, ko se je to dogajalo z vami in Slovensko ljudsko stranko, se prav zgroziš, ne? Kakšne razsežnosti, kakšne globine so tukaj, ko je govora, ne vem, o vpetosti nekdanje, ne vem, državne varnosti UDBE v delovanje Slovenske ljudske stranke, pa konec koncev za neko trgovanje z politično stranko, ki konec koncev ni na vašem polu. Ja, jaz sem v tistih dneh, ko se je pač odločalo tudi o mojem statusu, rekel, da bo čas pokazal, zakaj se mora to zgoditi, kar se bo zgodilo, in jaz mislim, da nekako se že kaže, da je bilo pravzaprav potrebno, da za razjasnitev nekaterih stvari, razbistritev stvari, zato da tisti, ki želijo videti, kaj so dejstva, da to lahko vidijo, je bilo pravzaprav potrebno, da se je to zgodilo. Zdaj se nekatere stvari bolj jasno kažejo, ni posebnih razlogov, ali pa vsaj ni možno pričakovati, da se bo zdaj argumentiralo, češ ne smemo o teh stvareh govoriti, dajmo mi to malo pod neke preproge dajati. Zdaj je pač prišlo do trenutka resnice, mnogi ljudje dnevno kličejo, sprašujejo, kaj je na tem, kako to, da ne vem, nekateri ključni ljudje iz vrha Slovenske ljudske stranke ne odgovarjajo na vprašanja, ki jih postavljajo mediji, ki jih postavljajo recimo ljudje na terenu, in včasih molk veliko pove. Več kot pa tudi morda laž, ki je izrečena, ne? 100-krat izrečena laž je že lahko na koncu resnica, ne? Tudi, se pravim, jaz ne bi nič prehiteval in tudi ne želim dajati sodb. Mislim pa, da je o sodb predvsem
ne o ljudeh. Se mi pa zdi, da o stvareh, ki se pa evidentno in dokazljivo napačno dogajajo, ki peljejo v napačno smer, ki predstavljajo razočaranja ljudem, ki so upravičeno pričakovali konec koncev, ko smo se osamosvajali, da bomo res zgradili državo, večje socialne blaginje in tudi večje, bolj pravične družbe. Spravi, treba po mojem stremeti k temu, da se dejansko sedaj, čeprav je včasih boleče, poišče odgovore na ta vprašanja in na teh temeljih gre potem samozavestno naprej. 25 let smo stari, kot država, se pravi, da bi zdaj že lahko nehali bolehati za otroškimi boleznimi, zlasti, kar se tiče demokracije, pa vendar še vedno imamo neke viruse, ki so se ohranili še iz prejšnjih komunističnih časov in nažirajo, spodjedajo to našo družbo. 25 let smo samostojni, ampak na kljub teh 25 letih, ko človek spremlja dogajanje aktualne oblasti, ugotovi, da pravzaprav stavek, ki ga je izrekla nekoč pokojna generalna državna tožilka pa ministrica za notranje zadeve gospa Cerarjeva, mati sedanjega predsednika vlade, češta vsaka zadeva pa še vedno ni greh, pa ne vem kako kaznivo dejanje, da je ta oblast dejansko prežeta s to filozofijo. Ni važno, kaj delamo, mi smo še vedno na oblasti. Konec koncev, če zagreva na področje zdravstva, infrastrukture, konec koncev, če hočete tudi kmetijstva in tako dalje, posod je toliko na glavnih grehov, zaradi katerih bi v neki normalni demokratični državi vlada že zdavnaj morala reči adijo, pa nas pa ne. No, to je sicer res, ampak moramo vendarle vedeti, vsakokratno vlado postavijo in postavimo ljudje na volitvah. Absolutno. Torej, odgovornost je na volivcih. Če verjamemo v demokracijo, potem moramo verjeti tudi v to. In torej, tudi če se stvari odvijajo napačno, ko rečeš, smo se zmotili, potem je čez 4 leta je popravni izpit. To velja za parlamentarne volitve, za lokalne volitve. Zato so tudi razlike v uspešnosti občin, razlike v uspešnosti okolij in uspešnosti držav. In ko se mi primerjamo recimo, ne vem, z nam primerljivimi državami, kot je recimo sosedna Avstrija, s podobnimi naravnimi danostmi, s podobno politično ureditvijo, prav tako članice Evropske unije, in ko ugotavljamo, kako bistvene so razlike v uspešnosti, v višini plač, za isto delo, je po mojem mnenju predvsem čas, da si po 25 letih enkrat vprašamo, pa dajmo priti mi temu do dna. Torej, kaj je razlog, da je za isto opravljeno delo enkrat višja plača v nam povsem primerljivi državi. In mislim, da ne bomo prišli daleč, če bomo vedno znova kazali na neko vsakokratno vlado, parlament. Torej, to so ljudje, ki so bili izvoljeni z našimi glasovi, in jaz tudi verjamem, da v vsakokratni vladi, v parlamentu in tako naprej je nekaj takih, nekaj drugačnih. Da tudi ne velja, če iz ene politične opcije je vse dobro, z druge je vse narobe. To poenostavljanje po mojem pelje v napačni smeri. Tisto, kar bi jaz tudi z izkušnjami iz tega delovanja kot nekdanji parlamentarci in tudi aktiven v izvršilni oblasti, v vladi, rekel, je predvsem nuja, da presojamo vsako konkretno delo vsakega posameznika, da ne pavšaliziramo, ne rečemo, cel parlament je gnil, vse je pokvarjeno, vsi so pokvarjeni. Ker ko rečeš, vsi so pokvarjeni, potem, če jih samo 5 ni, ali pa če samo 1 ni,
smo tega prizadeli, ki si za prave stvari prizadeva. Tisti, ki si ne prizadeva za prave stvari, da nismo nič prizadeli. Ena pa pet, ki so v manjšini in žali Bog, njihova beseda ne prija do izraza. Ampak, če pavšalno kritiziramo, češ vsi so pokvarjeni, vsi so neodgovorni, potem bo posledica, da na naslednjih volitvah bo še manj odgovornih v parlamentu. Zakaj bi se nekdo, ki je ugleden, ki se želi truditi za dobro ljudi, ki gre odgovorno v to politično delovanje, se izpostavljal, če lahko pričakuje predvsem neko pavšalno kritiko. To se mi zdi pomembno izpostaviti, ker mnogi ljudje morda celo verjamejo, da s tem, ko so samo kritični, da delajo neko dobro delo. Žal temu ni tako. Ampak zanimivo je nekaj, zdaj, če smo že pri tem, največ kritik ob kozarcu v gostilnah izrečejo tisti, ki sploh na volitve ne gredo. No, to je torej, tudi... niso izkoristili osnovnega vzvoda demokracije, da oddajo svoj glas. Ampak se pravi, tu moramo si predvsem ogledalo postaviti. Se pravi, če o nečem govoriš, pa nisi pripravljen bil participirati, torej soodločati, je to neko dejanje, kjer bi moral sogovornik reči, oprosti, če nisi bil tok, da bi šel na volitve in dal svoj glas, potem pravzaprav težko zdaj sodiš. Tam si imel priložnost enakovredno soodločati in prevzemati soodgovornost. Ker trenutku, ko soodločaš, ko nekoga nekam predlagaš, seveda tudi za njega in njegovo delo prevzameš del soodgovornosti. Torej, najprej bodo morali, jaz ne vem, kdo bo to očistiti vrednote, na osnovi katerih lahko nekoga ponudim potencialnemu volivcu za to, da ga izvoli ali ga ne izvoli. Namreč, tako kot ste pa rekli, zdaj že počas se bodo vsi branili tega, da nastopijo na nekih volilnih listah, zlasti, če imajo v mislih to, da če so, tako kot se zdaj dogaja zadnje 3 mandate, znova in znova novi obrazi narekovajo, ki so vodeni z nekega omrežja ozadja. In jaz sem, pa naj me ne zameri nihče, pred 2 letoma, ko so bile parlamentarne volitve in ko sem videl, kdo vse je dobil mandat v državnem zboru na listi zmagovite stranke, sem rekel, tudi moj pes bi postal poslanec, če bi bil kandidat na listi SMC-ja. To sem zapisal celo, pa žali Bog, tudi danes, če bo šla po vrsti, se spomnite, ne vem, vsaj 30-40 obrazov in imen poslancev, ki sedijo v državnem zboru. Še celo človek včasih se sprašuje, kdo vse so na ministri, pa se ne spomnimo. Ampak jaz mislim, da to je degradacija zame demokracije. Ampak tu zdaj dajati kritiko ali SMC-ju ali katerikoli stranki, sistemu, bi bilo, nam, ljudem. Kdo pa je gradil ta sistem? Mi gradimo svoj sistem, Avstrijci svojega, Nemci svojega, Francozi svojega. Volilni sistem omogoča, da lahko izberejo tiste, za katere verjamejo, da jim bodo sledili oziroma da bodo uresničevali tisto, za kar so se konec koncev v predvolilnem času zavzemali. Ampak tudi v sigurno zanesljivo neoptimalnem sistemu je jasno, da ljudje, ko gredo na volitve, vidijo, kateri so na teh listah, katere liste so se pojavile, kaj so v zgodovini v preteklosti ti ljudje delali. In zdaj, če se odločijo na osnovi nekih všečnih, oglasov in če človek ne preveri sam osebno, pač s tem sam prevzema svoj odgovornost. Jaz mislim, da nimamo alternative temu, da smo bolj samokritični, bolj kritični do sebe in prevzamemo soodgovornost za izbiro. Ker sicer res izpada, da mi smo pa res nesrečni ljudje, ki nam je nekdo postavil neko oblast. Torej, z vsako oblastjo smo nezadovoljni, vsako kritiziramo in izpade, kot da itak nam jo je nekdo postavil. Ne, postavili smo jo sami s tem, ko smo šli na volitve, ali pa s tem, ko nismo šli na volitve in smo s tem dali možnost nekomu drugemu.
da je postavil to oblast. In jaz sem tu res kritičen do tega, da ni pripravljenosti za prevzemanje večje odgovornosti in mislim, da je prav, da to razpravo v teh zahtevnih razmerah, ko se sprašujemo, kaj bo naprej, kaj bo z našo varnostjo, kaj bo z našim razvojem, kaj bo s prihodnostjo naše mladine, ali bo imela prihodnost samo, če se bo preselila, ne vem, če bodo ljudje šli mladi iskali, ne vem, službe in tako naprej v tujini, da jaz upam, da bo čim prej prišlo do tega, da se bomo pripravljeni poglobljeno pogovarjati o vsaki posamezni vsebini. Recimo jaz konkretno se ukvarjam, jaz sem po izobrazbi diplomirani kmetijski inženir. Bil sem doma s kmetije, deloval sem v kmetijski zadrugi Idrija kot kmetijski svetovalec, vodil sem to zadrugo, kasneje v parlamentu, poleg vseh ostalih zadev sem se s tem ukvarjal v vladi, potem nekaj časa manj in tudi zadnja leta ponovno preko tako delovanja kot zunanji sodelavec Centra biotehnike in turizma Grm v Novem mestu, kot v številnih drugih projektih, nekaterih v Sloveniji, nekaterih v tujini, spremljam in aktivno delujem na tem področju, recimo na področju hrane. Tu se postavlja recimo vprašanje, zakaj Slovenija na tako preprosti stvari, kot je kako omogočiti, da bodo slovenski javni zavodi, šole, vrtci, bolnice, zapori, da bodo izkoristili možnost, da se tam uporablja doma pridelana hrana. Torej, slovenski javni zavodi letno porabijo za preko 200 milijonov evrov samo hrane. Analize so jasno pokazali, da večina te hrane pride iz Italije, Španije, Nizozemske in tako naprej. Torej, tudi tiste, ki jo lahko pridelamo doma. Torej, ne gre za vprašanje južnega sadja in tako naprej. Torej, hrane, za katere imamo vse naravne danosti. Tiste hrane, kjer bi s pridelavo lahko na tisoče slovenskih družin imelo zagotovljeno preživetje, imeli bi tisoče stabilnih delovnih mest, s tem, da bi to hrano proizvajali za naše javne zavode. In pogledajte, eno zelo preprosto vprašanje, jaz sem sedel v zadnjih 2 letih na vsaj 25 različnih srečanjih na to temo s predstavniki ministrstev, šol, vrtcev, občin in tako naprej. 20% je v tem trenutku samo delež hrane, ki se jo lahko neposredno naroči, 80% gre preko javnih naročil. In zaradi sistema, zaradi načina, zato da ne bi imeli več stroškov, ker javni zavodi nimajo priznanega časa, da bi se ljudje lahko ukvarjali z vsakim posameznim dobaviteljem, se večina teh zavodov odloči za to, da ta javna naročila v večjem delu dobijo večji sistemi. In ti sistemi pripeljajo to hrano nekje iz tujine, se pravi to, da bi pa lahko domačo pripeljali v te šole, vrtce, te možnosti pa ne izkoristimo. In tu so konkretne stvari, tu so, kot sem prej omenil, milijoni evrov, tu so tisoči delovnih mest. In če se postavi vprašanje, torej, zakaj Slovenija je v toliko slabšem položaju kot neka, recimo Avstrija? Pojdimo pogledati, kako take in podobne stvari, recimo, urejajo uspešnejše države. Tu bomo naredila vejico zaradi 2 oglasov. Bioterme Mala Nedelja. Oaza miru in sprostitve sredi neokrnjene narave. Vabljeni v osrčje Prlekije, kjer živimo zdravo v sožitju z naravo. Okna
Želeli jih boste pokazati. Skupaj smo si bližje. Nova KBM in Poštna banka Slovenije sta se združili v sodobno in vseslovensko banko, ki vam je sedaj resnično blizu. Nova KBM. Moram podobnik, jaz sem pred časom gostil aktualnega ministra za kmetijstvo, Dejana Židana, in sem mu postavil prav to vprašanje, ker konec koncev le 20% tistega, kar lahko javni zavodi potrebujejo, lahko konzumirajo neposredno za svojega okolja, torej neposrednih pridelovalcev, pa sem potem postavil tudi primerjavo z sosednjo Avstrijo, ki je nam od Prekmurja zelo blizu, torej izkušnje so lahko vsak dan vidne. Namreč zakaj? Mislim, da je teorija jasna, najcenejša pa najbolj učinkovita prodaja je na domačem pragu. Tako za kmeta, kot za tiste, ki pri njem kupuje. Torej, ne vem, v Prekmurju je toliko in toliko šol, vrtcev, domov ostarelih, bolnišnice in tako dalje. Zakaj tega še vedno ne dosegamo, kot bi lahko? Pa je začel z številnimi izgovori, ampak da se stvari spreminjajo na bolje. Torej, je to, kako bi rekel, to, kar ste prej rekli, začetek nekega družbenega ali pa ne vem kakšnega gibanja na področju predelave zelenjave, sočivja in vsega ostalega iz naših vrtov, njiv, sadovnjakov, ne vem, vinogradov, ki bo konec koncev v volilnem času pripeljalo do civilnega gibanja, ki bo stopilo na volišča. Ne, jaz tega ne bi povezoval. Absolutno ne bi povezoval, ampak če bi že mogel dati temu naziv, bi dal naziv zdrava kmečka pamet. Lejte, na enem od teh srečanj, ki smo jih imeli, kjer so bili prisotni, mislim, da od vseh glavnih bolnišnic slovenskih, drugih zavodov in nekaterih ministrstev, je predstavnica slovenskih vrtcev, mislim, da iz Ormoža, oziroma iz tega okolja, rekla, kako to, da smo mi lahko v prejšnjem, gnilem, kakršnem koli že sistemu naročili od sosednjega kmeta 2 km od našega vrtca, rabimo toliko krompirja, toliko solate, toliko korenja, toliko rdeče pese. On je vedel, da bo to prodal, mi smo vedeli, da bomo to dobili, naredili smo pogodbo, mi smo bili oskrbljeni, dobili smo kakovostno domačo hrano po sprejemljivih cenah. Danes pa tega ne moramo narediti. Danes pa, če malo karikiram, tudi v ta okolja prihaja hrana, poleg verjetno povsem normalne in ustrezne, z ustrezno kakovostjo, žal pa od drugje, se pravi žal ne pridelana v Sloveniji, prihaja tudi sporno pridelana hrana. Verjetno marsikdo ne ve, da recimo, ne vem, v Egiptu pridelujejo, ne vem, krompir, nekatere vrtnine, tudi s tem, da zalivajo z odplakami iz greznic. Ali bi dajal ti svojemu otroku, vprašaš koga, zelenjavo, če veš, da bi tukaj pri vas, če bi videl, da to zalivajo z odplakami iz greznic, pa se marsikdo zgrozi. Afera v Ogrsku pred kratkim. Prav to. No, recimo, kot primer. Ampak, ko pride ta hrana, se pogosto ne preveri. Preprosto ima nek ustrezen certifikat. Recimo, mi smo osebno šli čisto v lastni režiji preverjati, od kje vse se te stvari vozijo. In ponovno poudarjam, ne obsojam teh, ki se povsem poslovno s temi stvarimi ukvarjajo. Če izpolnjujejo pogoje, krivda ni na njih. Oni pravijo, če nam država omogoča, da pripeljemo hrano, ki je tik pred tem, da jo odložijo na odlagališče za odpadke ali odpeljejo v živalski vrt. Če nam zakonodaja omogoča, da jo pripeljemo v slovenske javne zavode, jo pripeljemo v javne zavode.
Odgovornost je pa na sistemu, na organih slovenske države. In še enkrat postavljam temeljno vprašanje. Nihče ni odgovoril. Javno sprašujem kmetijskega ministra, ministrico za izobraževanje, za gospodarstvo in druge. Zakaj samo 20% od približno 200 milijonov evrov, ki jih letno slovenski javni zavodi porabijo za hrano, se lahko naroči pri domačih pridelovalcih. Ostalo pa gre preko takega sistema javnega naročanja, da je vsakemu osnovnošolcu jasno, da domači ponudniki ne bodo prišli zraven. Naj povem spet z konkretnim primerom. Ko smo bili na enem zadnjih takih srečanj, je predstavnica velikega zdravstvenega zavoda povedala, da je njihov sistem ta, da ko dajo to javno naročilo in ko dobijo te, ki so bili izbrani za neko vrsto proizvodov, potem za to obdobje, za kakršno je bilo dano javno naročilo, ti dobavitelji dobavljajo te izdelke, ampak tudi za to obdobje ne po dogovorjeni ceni, ampak vsak mesec ponovno preverjajo, ali je nekdo pripravljen dati po nižji ceni. In zdaj, če vam povem praktično, kaj to pomeni. Vi imate doma 1 hektar zemljišča, rečete v redu, mi bomo pridelovali zdaj za to bolnico, za vrtec, za šolo, za dom za starejše. Ste celo izbrani na javnem naročilu, na razpisu, na javnem naročilu. In potem, ko pričakujete, da boste lahko normalno dobavljali 1 leto, 2 leti, 3 leta, kolikor je pač čas tega razpisa, recimo nek proizvod, vas po 2 mesecih dobite povpraševanje, po kakšni ceni ste nam pripravljeni v prihodnje prodajati, ne vem, korenje. Rečete, po tej ceni, po kateri sem začel. In dobite obvestilo, žal ne, kajti nekdo od drugih ponudnikov je dal 30% nižjo ceno. In vi sicer lahko dobavljate v lastno zgubo, v lasten minus, v bankrot svojega poslovanja, ali pa prekinete. Jaz nekaj, na tak način je logično, da dobavitelji slovenske lokalno pridelane hrane ne morejo normalno konkurirati. In je neresno, neodgovorno in nekorektno, da na ta način po eni strani govorimo, da želimo priti do večje količine, večjega deleža lokalno pridelane hrane, ki bi, kot sem omenil, zagotavljal številna nova delovna mesta in pripeljal kakovostno lokalno pridelano hrano do javnih zavodov, da se o tem govori, dejansko se dela pa v povsem nasprotni smeri. Pa to je osnovna naloga, konec koncev, če drugega ne, zadružne zveze, da bi moralo skrbeti za zaščito teh pridelovalcev od vrtnin pa konec koncev do sadja, zelenjave in tako dalje. Zadružna zveza oziroma zadruge brez dvoma imajo eno od svojih temeljnih poslanstv, da povezujejo pridelovalce, torej svoje člane, da organizirano pridejo na trg. Na drugem strani je pa odgovornost sistema, ko govorimo o javnih zavodih, torej države, ko gre za občine, ko gre za recimo vrtce in tako naprej, so to občine, sicer pa država, na državni ravni ministrstva, in eno z drugim bi moralo biti v interesu Slovenije, da se to dela z roko v roki in da pripeljamo domačo pridelano hrano do teh javnih zavodov. To hkrati pomeni tudi povečanje samooskrbe, kajti to pomeni, da če bo prišlo do krize, bomo mi tako pridelano hrano, če se začne zapirati meje ali kakorkoli, dejansko imeli. Ker v nasprotnem primeru bomo imeli sicer naravne danosti, še vedno dovolj v tem trenutku površin, čeprav jih je šal vsako leto manj, ne bomo pa imeli pridelovalcev, ki bi v tistem trenutku se s tem dejansko ukvarjali. In jaz ne govorim tu na pamet o neki teoriji, mi to dejansko zdaj delamo, kot sem prej omenil, preko različnih sistemov, konkretno recimo prav ta petek, 23. septembra, se bomo ob 3 popoldne tukaj ob tem tržnici domačih pridelkov, tukaj v Ljubljani na Zaloški cesti pri gostišču Jurman,
srečali in če kogarkoli zanima od teh, da bi želel pridelovati za slovenske javne zavode ali za neposredno prodajo preko različnih tržnih mest, je povabljen, da se pogovorimo in da tudi vidi, kakšne so možnosti za njega konkretno kot predelovalca ali pa tudi nekoga, ki bi želel povezovati potrošnike. Primer dobre prakse imate, torej ta srednješolski center Grm iz Novega mesta in povezavi z kar nekaj kmeti, potem, ne vem, kdo je še zraven, kakšni vrtnari, vrtičkari, kakoli. Ja, to je ta primer, jaz moram dati tu priznanje Tonetu Hrovatu, direktorju centra Grm, Centra biotehnike in turizma Novo mesto in njegovi ženi Angelci, ki že več kot 10 let gradite ta sistem, to poslovno filozofijo zaupanja vredno in s tem gospodarskim grozdom za podeželje pravzaprav zdaj nadgrajujemo to delo. Seveda pa ni osnovna dejavnost in osnovno poslanstvo šole, da deluje na poslovnem področju. Tu lahko kot nek primer se vzpostavlja, mora pa poslovno funkcijo odigrati morajo odigrati tisti, ki so za to povlačeni, to pa so zadruge, organizirane v zadružni zvezi ali pač na druge načine. In seveda svoj del nalog morajo opraviti tudi ministrstvo. Jaz moram tukaj ob dobri volji, ki so jo pokazali številni ministri in ministrstva na teh pogovorih povedati, da v letu pa pol ob prijavah na vse razpise, ki so bili v tem času odprti, za projekt gospodarskega grozda za podeželje, ob konkretnih, že vzpostavljenih tržnicah, se pravi prodajnih mestih, kjer se že prodaja pridelki iz šolskih posestev ali kmetov, ki so s kmetij, kjer so ti mladi v teh šolah, niso prejeli niti enega evra. Se pravi, ob vseh razpisih, ob vseh projektih. In jaz se res sprašujem, če bi pogledali, kaj vse je bilo v tem času financirano, koliko stvari je dejansko bilo, ko govorimo o teh namenih, boljših, ustreznejših, da si je zaslužilo podporo in da ti projekti niso si zaslužili niti enega evra podpore za hitrejši razvoj sistema. Ko bo, če bo, Marjan Podobnik postal minister za kmetijstvo nove vlade, morda že v letu 2018, ko so državno-zborske volitve, kaj so njegove prve poteze? To jaz sigurno tako jaz, kot sem že večkrat rekel, nisem zainteresiran, sem pa na številnih vprašanjih preteklosti rekel, sem pa pripravljen, če se pokaže potreba in možnost. In jaz verjamem, da tako sedanji in prihodnji kmetijski ministri bodo imeli več občutka in razumevanja za konkretne projekte. Pravi, nič nam ne pomaga, da imamo zelo dobre tržne in druge analize v naših predalih, ko pa nekdo pride pa reče, poglej, če bi vi zdaj kot ministrstvo našli način, kako preko evropskih in slovenskih sredstev podpreti, da bo več mladih slovenskih kmetov, ki prideluje kakovostno domačo hrano, lahko z tipskimi pokritimi hišicami lesenimi ali prilagojenimi kontejnerji ali na druge načine prišlo neposredno na trg, brez posrednikov, ali pa da bodo lahko organizirano prodajali v te preomenjene javne zavode. Jaz verjamem, da bo torej šla pot v tej smeri, da bo vsakokratni kmetijski minister in tudi druga ministrstva bolj kot doslej podprl konkretne primere dobre prakse. Čeprav se vlada hvali, da je zgolj in samo 100,000 brezposelnih v tej državi Sloveniji, hvala Bogu zopet Avstrija, kjer se odpirajo vsak dan nova delovna mesta, ampak vendar. Pri nas pa sami ugotavljamo, da je iz dneva v dan večja zaraščenost primernih kmetijskih površin. A bi lahko formalno zmanjšali število brezposelnih tudi s tem, če bi država znala uvesti nek model
samo oskrbe, s tem, da tisti, ki je brezposeln, bivši uren delavec, delavka, dobi, ne vem, na neke površini, vse konec koncev ljudi imajo kaj sami doma, možnost, da nekaj predeluje in s tem si zagotovi nek vsaj minimalni dohodek. Avtomatsko tudi breme na državo manjše, ker njeno dodatek za brezposelnost enostavno več ne izplačuje. Gotovo, torej poleg problema zaraščenosti je problem ozidanosti slovenskih kmetijskih površin velik problem in ta primer, torej, če se zgledujemo po uspešnejših državah, torej po državah, ki so uspešno odgovarjali na krizo nezaposlenosti, moramo povedati, da tudi v Sloveniji imamo primere dobre prakse, da ne bomo zgolj samo kritični. Tako sedanja kot pretekle vlade so naredile marsikateri dober in pozitiven projekt. Jaz verjamem, da tu je velika priložnost tako za primer Pomurja, omenjene Mure, kot za druge primere. Zakaj? Ker je interes na vseh področjih. Torej, obstaja potreba po lokalno pridelani hrani. Obstaja potreba obstaja v teh zavodih. Če se torej poveže, se reče, zdaj pa ne bomo več imeli tovrstnih razpisov, ampak bomo to več kot 200 milijonov evrov težak budžet letni za zavode uporabili za to, da bomo doma pridelano hrano peljali v te javne zavode. Se pravi, ker je tu možnost naravne danosti zemljišča, ker so ljudje, verjamem, ki bi želeli to pridelovati, če bi vedeli, da bojo lahko prodali. In po drugi strani vrtci, šole, ki danes pravijo, mi bi kupili, če bi vedeli, da bo to pridelano, nekdo pa ne more pridelovati, če ne ve, kam bo prodal, je treba to samo povezati. In mi se zdaj tudi, kot se neko Grno mesto, pa člane konzorcija biotehničkih šol in drugi, in preko drugih projektov skušamo pomagati, povezati vse te deležnike. In jaz verjamem, da je tu veliko dobrih namenov, tudi te številne nove zadružne pobude. Mi moramo vedeti, zadružništvo po svetu je marsikje predstavljalo rešitev hudih ekonomskih, socialnih in drugih problemov. Večkrat je omenjen Mondragon v Baski kot tak primer kooperative in tudi mnogi drugi po povsem drugačnih kulturah. In jaz verjamem, da bomo v Sloveniji spoznali velik potencial, ki ga imamo na tem področju, in to zadružništvo, ki predstavlja tudi nek način, kjer ni velikih razlik socialnih in vseh drugih, je nam tudi Slovencem na kožo pisan na kožo naši mentaliteti. Tu so velike priložnosti in jaz sem optimist, da jih bomo izkoristili. No, ta petek, ko naj bi se zgodil ta javni dogodek. Ne, to ni nič posebno javno. Jaz sem izkoristil to priložnost, torej se dobimo tukaj, kdor je pač zainteresiran, več takih srečanj je bilo in jih še bo. Želimo predvsem pokazati, da gre za konkretne stvari. Se pravi, recimo, če lahko samo pred kratkim človek močan podjetnik z Dolenjske je rekel, jaz se ne morem ukvarjati z organizacijo pridelovalcev, ampak vse tiste, ki jih boste uspeli organizirati in se bodo ukvarjali z ekoproizvodnjo, bom jaz kot podjetnik z njimi podpisal pogodbo, ker imam predelavo, se pravi, sem imamo ustrezno tehnologijo za predelavo in imamo odprto tržišče v Avstrijo, Nemčijo in Italijo. Rekel, in vse to, kar jih boste organizirali, jih bom jaz podpisal pogodbe in odkupil. Mi se zdaj dogovarjamo trenutno, da bi verjetno v prvi fazi prav nekje v Beli krajini skušali neko območje dobiti, kjer bi 30-40 kmetov se ukvarjalo, če se le da, prav v nekem kompleksu z ekološko proizvodnjo, zato da tudi vizualno ne bo slabega občutka, da nekje zraven ima pa nekdo zelo intenzivno proizvodnjo, kjer s herbicidi in z drugimi oblikami ustvarja slab občutek, če tu govorimo o izključno ekološki proizvodnji, da tudi na praktičnem primeru pokažemo, kako lahko te naravne danosti, veliko razdrobljenost,
ki je predstavljala hkrati problem, ko je šlo za intenzivno pridelavo in konkuriranje velikim evropskim pridelovalcem, lahko zdaj izkoristimo kot veliko prednost. Jaz sem prepričan, da je velik potencial Slovenije v pridelavi ekološko pridelane hrane, za katero lahko, če ustrezno organizirano pristopimo vsi, vsak na svojem področju, se dosežejo tudi ustrezne cene, da bo zadovoljen tako predelovalec, kot tudi potrošnik in kjer imamo tudi, kot smo rekli, tudi odprte poti tudi v tujini. Ker namreč konec koncev kupec, čeprav smo zdaj že precej osveščeni, kar se tiče konzumiranja zdrave, ekološko pridelane hrane, pa vendar, ko pa vidiš napis, ne vem, fižol iz Kitajske, ekološki fižol, kako je lahko nek fižol, ki potuje 10.000 kilometrov daleč, časovna distanca tudi precej velika, kako je lahko ekološki, napram nekemu slovenskemu, ki zaraste, ne vem, na Dolenjskem ali pa v Prekmurju, ne? Torej, po eni strani, kako je lahko ekološki, ki je izkoristil toliko energentov, naredil toliko, rekel, v tem smislu problemov, predvsem pa, če bi si nekdo vzel čas pa šel na Kitajsko pogledati, kako ga tam pridelujejo kot ekološki, bi bil to verjetno še en dodaten problem, ampak to je pa stvar osveščenosti kupcev, nas kot kupci, kot potrošnikov in jaz mislim, da tu se tudi gre v pravi smeri naprej. Ampak predvsem mislim, da je pomembno, da skušamo delati konkretne korake. Jaz sem pred časem zasledil, mislim, da v okolici Maribora se je ena skupina, mislim, da je eno zadrugo organizirala, kjer so del teh zemljišč uporabili občinskih. Prej je bilo vprašanje, kako bi država recimo razpolaga z državnimi zemljišči, v skladu kmetijskih zemljišč in gozdov. In lahko bi del teh zemljišč, tu gre lahko na začetku za zelo majhne površine, ampak da se pokaže v praksi. Ko neka družina, kjer je ena ali oba zgubila delovno mesto, reče, mi bi pa želeli, in pa izhajamo, imamo neke tradicije tudi pridelave hrane, mi bi pa radi se preživljali s tem, a imamo kakšne možnosti. In če bomo pokazali, da je možno, da lahko, ne vem, prvih 10, 20, 100 družin s tem preživi, da dobro preživi, hkrati pa si še v naravi, deluješ skladno s tem, kar nas tudi človeško gledano vleče v naravo, v neko sožitje s tem pristnim odnosom z našim okoljem, je to uspeh, je to naša zmaga in jaz pravim, tu so priložnosti in jaz sem optimist, da jih bomo izkoristili. Deva pri tem optimizmu končajmo na enem pogovor, Marjan Podobnik, ne vem, čim več konec koncev samo oskrbe slovenske, ne, želim tako vam kot sebi, ker konec koncev tisto, kar vem, kje zrase, kako zrase, tudi z zaupanjem konzumiram. Se popolnoma strinjam in kot rečeno, majhni, konkretni koraki so pot do tudi večjih uspehov, na katere bomo sami ponosni in drugi ponosni z nas. Hvala lepa, mi pa se vidimo čez teden, srečno. Bioterme Mala Nedelja. Oaza miru in sprostitve sredi neokrnjene narave. Vabljeni v osrčje Prlekije, kjer živimo zdravo v sožitju z naravo. Okna Arkont. Želeli jih boste pokazati. Skupaj smo si bližje. Nova KBM in Poštna banka Slovenije sta se združili v sodobno in vseslovensko banko, ki vam je sedaj resnično blizu. Nova KBM.